večer Boris Novak in dobro večer gospod Božidar Bagola. Brezniščak je nujno ali lahko samo Bagola? Rajše je Bagola, je pa nujno. Je pa nujno? So to dva priimka, samo da obrazložim. Priimek je Brezniščak, to je zagorski priimek, Kajmovščak, Zrniščak, Brezniščak. Štajerski bi to bilo Brezinšek. Ko so šli prek sodbe, so se poenostavili, pa so Brezinšeki. Bagola je prvo ime, ki sem ga nekje 68. leta začel uvajati in zmislili smo Bagola. Zelo se je dopadlo tedanjemu uredniku Radija Slovenije Benu Tauferju. Je rekel, viš, tu pa nimaš tih kvačic, to je enostavno evropski priimek in to zadrži. Tako da je to zdaj so pa to dva priimka, lahko pa gremo na krajšega. Torej, danes je pravzaprav kljub temu, da smo spet pričali vsakič znova, ko epos vrata, neko vrata vzamemo v roko, v dlani, v branje, na nek način smo pričali, kot pravi Boris, tudi o tem smo se že pogovarjala, kot je rekla Jedrt, pesniške norosti. Zato je na nek način tudi prevajanje, takega je postavljena taka mala norost. Še bolje pa noro, da si to človek naredi sam. Gospod Božidar, sami ste si izbrali ta življenjsko prevajanje na nek način, ne? Borisa sem prvič prevajal leta 2015 za panoramo novejšega slovenskega pesništva, ki je šla 2017 v Zagrebu z naslovom Ovdje i sada, panorama novih slovenskih pesništva. Potem sem pa 17. leta, ko sem videl, da so 3 knjige išle v Prigogi, pital gospod Jelko Cigleneški, a že to prevaja ta ep. In mi je odgovorila, da je, koliko zna, da je začel Luko Paljeta, hrvaški prevajalec, kolega. Jaz sem potem vprašal Borisa, rekel je, Luko je začel prvo knjigo Zemljevidi domotožja, ampak med tem je pa umrla žena Anuška in so bili problemi, ne vem, kako bo šlo naprej. Ti za vsak slučaj in najbolje bo predlagam ti, da vzemeš 3. knjigo, ki je pa najobsežnejša. 22.000 verzov, še nekaj, ne? In bomo videli, kaj bo z Luko, bo se pa potem skupaj delala prvo pa drugo, ne? Tako se je začelo. Obitavališta duša. Obitavališta duša, ja. Zmenili smo se za obitavališta, ker bivališča, hrvaška beseda ima za bivališča prebivalište, za osebe, prebivajo nekje, staništa za biljke, za živali, za duhove pa smo koristili biblijski prevod hrvaške Biblije, so pa obitavališta. Zloduh je prebival v Markovem evangeliju, imali so prebivališta, v zlodusi, v životinjama, v svinjama in tak, kak je tam že nekaj. In so se odločili, da za duhove, angele, bogove je obitavalište primernejše. Zato obitavališta duša. Za 3. knjigo, naslov 3. knjige. Boris, mi smo se že malce prej smo si dopisovali, da namreč poezija je seveda živ organizem, ki zaživi takrat, ko jo beremo, poslušamo, slišimo. Enako je za prevode poezije, zato zdaj predlagam, da kar začnemo z branjem. Boris, vi boste brali slovensko verzijo seveda in Božidar, vi boste brali hrvaško. Gre pa seveda za iste verze, zato da začutimo pravzaprav ta prenos iz enega jezika v drugega. Ker tu je ena taka drobna past, slovenščina in hrvaščina sta si na nek način blizu. Ampak notri so lažnivi prijatelji, v kateri bomo potem nekaj rekli. Zdaj pa predlagam branje. Prosim. Evo, tukaj recimo je v reviji Poezija, je obsežen izbor pesmi, ki jih je Božidar Brezniščak Bagola prevedel iz bivališč duš. Tukaj je potem revija Dubrovnik, v kateri Luko Paljeta objavil prve... Aha, pardon.
začetek prve knjige Zemljevidov Domotožja. Zdaj sam ta naslov Bivališča duš je seveda na nek način religiozen, tako kot je celotna knjiga, čeprav seveda ne na katoliški način. In pravzaprav sem ugotovil, da v svetih tekstih ni veliko o dušah. In zato sem pisal tisto, kako duše čutim sam. In čutim jih zmeraj skozi neko njihovo ozemljenost, neko stank njihove telesnosti v našem svetu. Skozi neke sledi, kot so fotografije, predmeti, neka posebna svetloba, vzdušje neke hiše, ulice, ki me spomni na meni ljube duše. Bivališča duš imajo najobsežnejša knjiga med tremi knjigami Vrat nepovrata. Prva, Zemljevidi Domotožja, je ogromen atlas mojega spomina in seveda nostalgije Domotožja. Druga, Čas očetov, je najbolj epska. Tretja je pa najbolj nenavadna, po eni strani dantejevska, po drugi strani pa tudi daleč najbolj osebna in skozi narativni okvir potovanja na sever z ladjo se pravzaprav vse te zgodbe, ki jih upesnjujem v prvih dveh knjigah, ponovijo v neki drugačni tonaliteti. V podpalubju te ladje je pravzaprav celotna zgodovina človeškega rodu, pravzaprav kozmosa, od velikega poka nastanka sveta, generacij bogov, mitološke zgodbe, kot je denimo obleganje Troje in beg Eneja, se prelijejo v vlake za Auschwitz in v čolne, s katerimi današnji begunci bežijo čez Mediteran in najdejo smrt na dnu morja. In tisto, kar sem hotel pravzaprav s to knjigo kot svoj pesniški dar dati svojim ljubim dušam, je dostojanstvo spomina in imena in to, da bi v nadpalubju, ki je nek ekvivalent raju, če je podpalubje peku, v podpalubju je zgodovina. Zgodovina je zaznamovana pravzaprav s peklenskim zlom zločinov, nasilja. In tukaj seveda nihče ni svoboden. To, kar sem hotel s to knjigo dati svojim ljubim dušam, je, da bi živel v tej poeziji življenje, kakršno bi radi živeli, če ne bi bilo zgodovine, ki jih je določila in jih porinila v to, kar so morali živeti. In tukaj v nadpalubju so potem prostori umetnosti, ki hranijo spomin na te duše. Seveda je to likovna umetnost, to je recimo muzej vonjav, muzej spominkov, to je gledališče in seveda je to poezija. In seveda zelo pomemben je tukaj koncertna dvorana La Musica Mai Perduta, nikoli izgubljena glasba, ker sem imel med svojimi predniki nekaj glasbenikov, ki sem jim hotel dati ponovno glasbeni oder. Med njimi denimo svojemu stricu Levu, ki je bil organizator odporniškega gibanja v Mariboru, ga je Gestapo poleti 1941 ujel, ga 2 meseca mučil in ga nato kremiral in ustrelil. Celoten njegov opus glasbenih, vse njegove skladbe, ki jih je skrivala v svojem klavirju njegova sošolka z konzervatorija,
pianistka Paula Kanci imala menta, so zgorele, ko je marca 1945 ena izmed bomb letečih trdnjav, ki so bombardirale železniški konvoj v Rožni dolini, padla točno na to hišo na Tržaški 42. In je ta pianistka in njena mati sta umrli pri tem. Pisatelj Finžgar je bil ravno tako v tem napadu ranjen, je oglušel. In to, kar jaz recimo tukaj naredim, je, da simfonični orkester tukaj igra zgorele skladbe Leanova. To je milost poezije, ki jo jaz tukaj naredim za te svoje ljube duše. Brali bomo iz bivališča duš. Iz bivališč duš bomo brali. Spevov je 99, se pravi, je to poklon Danteju. Kot veste, Dantejeva božanska komedija ima pač 100 spevov, bivališča duš 99. To je seveda moj poklon večjemu pesmu. Skratka, mora biti neka napaka, nekaj mora manjkati, da pokažemo, da seveda je bil pred mano večji pesnik. Seveda je pa celotna Vrata, nepovrata, vse 3 knjige so 3-krat daljše, kot je božanska komedija. To je 44.000 verzov, to je eden izmed najdaljših tekstov pesniških v svetovni književnosti. Na začetku 3. knjige je posvetilo slikarki Metki Krašovec. Tukaj vidite čudovito podobo naslovnice njene 3. knjige. Ona je zmeraj velikodušno dovoljevala, da pesniki uporabljamo njene podobe na naslovnicah. Tako je tudi testamentarno določila, kar se mi zdi zelo lepo. Jaz jo poznam pravzaprav že dolgo, ker sta najina očeta bila prijatelja še iz 30 let, ko sta bila skupaj na Robi v Sremski Mitrovici kot komunista, seveda, da ne bo kakšnega nesporazuma. In Metka je bila v vsakršnem smislu lepa duša, velika umetnica in je to pravzaprav omaž njej. Ona je to prebrala, tudi celoten ep, in je potem aprila leta 18 poslala eno pismo, da se mi lepo zahvaljuje, da sem tako lepo govoril o njeni materi, očetu in o njej v tem epu. In takrat sem začutil, da je to njeno zadnje sporočilo in res je kakšne 3 tedne potem umrl. Čas podobe več od časa. Že dolgo jo poznam. Poznal sem jo pravzaprav še preden sem jo prvič videl. Moj mami se je glas ob njenem imenu venomer zmehčal, Metka bo velika slikarka, moj oče pa je nostalgično priklical čas, neskončno dolgi čas in plas kaznilnice, ko sta z njenim očetom Stanetom za las ušla smetišnici, smrtišnici. Snimnice obiskov strica Staneta so se zgostile poleti 74 na pragu pomnilnice mojih pesniških let. Takrat je po smrti mile gospe Krašovec hči prišla skupaj z očetom k nam na obisk. Bil sem presunjen od njene mirne žalosti in lepote, žalosti lepote na meji 2 svetov, na pragu vrat nepovrata.
Čez tisti davni obisk je zletela jata kot blisk hitečih let. Jaz pa še zmeraj vidim žalost, ki jo žarijo njena sanska platna in žalostno, čudežno lepoto, kot s prividi priklicanih, potopljenih vrtov, tu in tam, onstran sveta, kjer so zarisani vsi zemljevidi za raj, kjer je lepota praspomin na čas, ki je več od časa, na kraj, ki je več kot kraj, na večnost, peto nebesno stran, kjer se na zrcalno podvojenih obalah pne angelska postava, ki mi ponuja dlan. Metka, hvala. In otrok strmim v gost teman in prostran, prost ran. Hvala, Boris. Izvolite, Božidar, še mikrofon, prosim. Vrijeme slike više od vremena. Slikarici Metki Krašovec. Dugo je već znam. Znao sam je zapravo i prije nego što sam je prvi put vidio. Mojoj mami se glas od spominjanja njenog imena uvijek smekšao. Metka će biti slikarica. A moj bi otac nostalgično dozvao onaj čas, beskrajno dugi čas i jaz kaznionice, kad je s njenim ocem Stanetom za vlas utekao smetlištu, stratištu. Silnice kućnih posjeta strica Staneta zgusnuše se lijeti 74. na pragu punionice mojih pjesničkih godina. Tada je poslije smrti ljubazne gospođe Krašovec kćerka došla zajedno s ocem k nama u posjet. Bio sam duboko dirnut njenom mirnom žalošću i ljepotom, žalošću ljepote na granici između dva svijeta, vrata na pragu nepovrata. Iznad tog davnog posjeta poletjelo je jato munjevito brzih godina, a ja još uvijek vidim žalost koju isijavaju njena sanjarska platna. I žalostnu, čudesnu ljepotu prividnu dozvanih potopljenih vrtova, tu i tamo, s ove one strane svijeta, gdje su ucrtani svi zemljovidi za raj, gdje je ljepota prasjećanja na vrijeme, koje je više od vremena, na kraj, koji je više od kraja, na vječnost, petu nebesku stranu, gdje se na zrcalu u dvostručenim obalama uzdiže anđelski lik koji mi pruža dlan. Metka, hvala. I ja, dijete, buljim u šumu koja je gusta, tamna i prostrana, bez rana. Zdaj, Boris, mogoče, če se za hip umaknemo iz vrata nepovrata, ker je pravzaprav nemogoče, ker vem, da živite, dihate z njim, tako kot on z vami. Pa vendar, v knjigi Salto in Mortale se pravzaprav na nek način pogajate s poezijo oziroma s prevajanjem, z zadregami, s pastmi in verjetno tudi s sladkostmi. In zdaj, kaj je tista osnovna specifika prevajanja poezije? Meni osebno se zdi to eno najbolj izmuzljivih besedil za prevajanje. Potem Božidar mi pa bo rekla, kaj pomeni to prevajanje, ko gre za Borisovo poezijo, ki je pa, kot smo že slišali, smrtišnica. Kako da prevedeš? Potem bomo kasneje. Mogoče Boris najprej to. Specifika prevajanja poezije. Potem pa seveda epa, ki je pa sploh zgodba zase. No, jaz prevajam iz več jezikov, tudi starejšo, srednjeveško književnost. O tem smo se danes pogovarjali, že recimo iz stare occitanščine, provansarščine, trubadurje, iz drugih romanskih, germanskih jezikov, slovanskih
In to izjemno rad počnem, seveda pa prevod pesmi mora biti pesem, mora peti kot pesem. Da bi seveda prevod to dosegel, se mora včasih tudi oddaljiti od določenih značilnosti originala in tukaj se srečujemo z zelo kompleksnimi pojavi, tudi ovirami, ki denimo pri prozi ni, ne na enak način. Tu so problemi ritma, ki so recimo v različnih jezikih zelo različno organizirani, kar zadeva poezijo. Tu so problemi zvočnosti. Tako da seveda je to po eni strani izjemno zahtevno delo, po drugi strani pa neka čudežna igra, v kateri pravzaprav včasih na drugačen način poveš tisto ali približno tisto, kar je v originalu. Zdaj, kar zadeva recimo Vrata nepovrata, ki jih jaz sam recimo prevajam v angleščino, prevedel sem približno polovico tega. In podoben občutek sem imel, ko sem recimo zelo intenzivno korespondenco vodil z Božotom ob prevajanju in ob prevajalskih problemih, s katerimi se je on soočal v hrvaškem prevodu. Zame je bilo to čustveno ena posebna milost, ker sem to pisal 10 let intenzivno, vse skupaj, kar je 20 let. In ko sem končal, mi je bilo blazno težko, da sem ponovno moral se posloviti od svojih ljubih duš, s katerimi sem se leta in leta pogovarjal. In ti prevodi so bili zame nek način, da ponovno stopim v ta dialog, v tonaliteti, ki je drugačna, ki jo dajo drugi jeziki. In na ta način sem obiskal iste kraje, videl te meni ljube duše, se ponovno pogovarjal z njimi v drugih jezikih. In to mi je čustveno zelo pomagalo. Tudi na ta način, da sem se lažje poslavil. Tako da recimo to prevajanje ima zame nek pomen, ki je najbolj drugačen kot pri mnogih drugih avtorjih, ki je pravzaprav nekaj globoko osebnega. Gospod Božidar, v čem je prednost ravno tega, da ste imeli zapravo s Borisom, da res bo, kot je rekel, intenzivno korespondenco, ker po eni strani med prevajalcem in avtorjem mora biti kemija. Če ni, mora biti mogoče tudi nek pogled na svet podoben, sploh v tematiki, kakšna je v Vratih nepovrata, ker v epoki tu gre, omenil je, za misterioznost, religioznost, medvrstičnost, gre za večplastnost zgodb, gre za pripovedovanje pravzaprav, v verzih. Skratka, en kup enih stvari, ki so lahko ovira, kot je rekel tudi Boris, hkrati pa izziv. In me zanima, kako ste se lotili? Dve stvari moram tudi začeti. Eno je prevajati pesnike, ki so mrtvi. No, to točno tako. Jaz sem prevedel najmanj 30 del slovenskih književnosti, od tega so veliki že pokojni. In te dni, ko prebivam v rezidenci, prevajalski rezidenci Sovretov kabinet, sem prebiral Sovreta. In sem se prepričal, da sem na pravi poti, ko sem te mrtve pesnike prevajal, ker za njega je važno, če hočeš, da bo prevod vsajkakor kopreno odkrival neizrazljivo lepoto originala, je treba biti zadostno pripravljen na delo, oborožen z ostrim rapirjem jezikovnega znanja in z velikim spoštovanjem do izvirnega jezika in jezika, v katerega prevajaš. Treba je zadeti misel in kolikor se najbolj da izčrpati lepote izvirnika.
Prevod mora biti metamorfoza pesnikove in prevajalčeve duše. Prevod mora biti vedno umetnina zase. Torej, to je sovred. In to so mrtvi pesniki, pri katerih sem skušal in upam, da sem uspel nekaj takšnega. No tu pri Borisu sem se pa srečal, to tudi že prej sem prevajal Braneta Senegašnikova, lepo število drugih pesnikov, ampak tu se pa srečal zdaj s Evskim. In to, kar je najlepše pri tem prevajanju, je bilo to, da Boris ima posluh za hrvaščino. A njegova osnovna misel je, moraš paziti na zven in zvok. To se pravi, pomen mora biti originalno dosleden in mora to v hrvaščini zveneti kot izvirnik, ne pa kot prevod slovenskega. In smo do sedaj, leto in pol, izmenjala e-mailov vsaj za eno dobro knjigo, ne tako da delo, ampak mislim na nekaj za polovico. Nismo se pa mogla srečati zaradi koronavirusa. Tako da so se prvič šele sedaj julija osebno srečala. Danes? Ne, prejšnji teden v Ljubljani, na akademiji. Prej pa samo prek mailov in enkrat prek studija Hrvaške televizije in Ljubljanske televizije, ko smo imeli eno oddajo skupno. Tako da je to zelo lepo. Kar je tu bolj težav, takoj smo začeli, so te lažnive besede. Lažnivi prijatelji, kot rečemo, tako je. Beseda, ki tako rekoč pomeni enako v slovenščini kot v hrvaščini. Pač pa je v kontekstu lahko zelo zapeljiva in... Ali se napiše enako in ima drug pomen? Ima čisto drug pomen. In tu je Boris bil zelo vedno pazljiv in ima posluh in me, smo rekel, pazi na vse, pozori me in smo se vedno dogovarjala. Mislim, da smo dobila rešitev, skupno rešitev smo iskala in jo tudi dobila in je sčasoma počasi iz zvezka v zvezek dobiva vse lepšo in mislim, da tudi vse izvirnejšo hrvaško lepoto. No, jaz vedno me zanima pri pesnikih, to se mi zdi ena največjih skrivnosti. Kdaj v pesmi postaviti piko? Kdaj je pesem dovolj pesem, da jo lahko pustimo na miru? Večino pesnikov bi razlagali, da to nekaj začuti, da skratka, da je nerazložljivo, pa vendar jasno. Kako je to pri prevodu, Božidar? Kako veste? Seveda, na eni strani imate živega avtorja, ki je zelo strog, si predstavljam, in perfekcionističen, a ne, Boris? Po drugi strani, seveda pa vi poznate svoj jezik, vi stojite za svojim jezikom. Kako veste, kdaj postaviti piko? In medklic se Boris vedno strinja. Pa ne vedno. Smo potrpežljivi in čakamo, da se končno najdemo skupaj in najdemo skupno rešitev. Mislim, vsaj do sedaj je tako bilo in žal mi je, da knjiga je že trebala prejšnji teden iziti in danes to pokazati, ampak šele jutri pride iz tiskarne. Zaradi papira je bilo nekaj zastoja. Tako da bi bilo... No, ali pride, tako. Mislim, da tudi, pika je pri Borisu težko najti. Ker jaz nekaj še bom nadaljeval, ne? Ampak očitno ste postavili piko glede na to, da je v tiskarni. Samo je pa resnica to, da mi je v prvem pismu, v drugem že odgovoril, da mu je zelo lepo se mu zdi, da je našel enega, ki ima prevajalca iste norosti, kot jo imamo. In tu so se našli. Tu so se našli. Tu je tisto pravo kemija. Boris, želeli ste ne v tej piki nekaj reči? Ja, seveda, ne. Tukaj seveda je treba prisluhniti sami pesmi. To je osnovna modrost, ki pa seveda je potem se spreminja tudi od pesme do pesme. To je nekaj zelo občutljivega in je težko biti pameten. In tudi ni receptor in tudi noben, bi rekel, ne avtor, ne prevajalka ne more
niti zase dati teh receptov za srečni čas. To se spreminja. Ne? Tukaj seveda je to epska poezija, ampak je ogromno recimo število lirskih pesmi, ki potem tvorijo seveda celoto. Je nekaj dialogov, ne, recimo v scenah, ki so miltonovske, kjer Satan predseduje zboru demonov, ki se odpravijo v Slovenijo urejati izbrisane, recimo, ne, to je ena izmed tem v drugi knjigi v času očetov, pa tudi seveda v tretji knjigi, recimo, ne. Tu je problem izbrisanih in te teme so recimo potem povezane z dialogi. Ne. Praviloma potem v jamskem pentametru, se pravi jamskem enajsterstvu, ki je od nekdaj pač vers, en od dramskih verzov. Tisto, kar seveda je bil zame od nekdaj nek problem, je v kolikšni meri dokdaj pilt pesem. Jasno, da večinoma to delo na pesmi pomaga, da pride v neko bolj kristalno obliko. Vendar se lahko zgodi tudi to, da pesem s tem preveč spoliramo, da se samo še na zunaj blešči in da pravzaprav umanjka neka notranja energija. In tisto, kar je treba zmeraj začutiti, je neka avtentična energija, ki jo pesem nosi, jezikovno in pogosto med besedami, v neki tišini, ki jo nosi s tabo, v nekem molku. In to uničiti je zelo nevarno. Pesem ima lahko včasih tudi kakšno napako, tako kot recimo islamska estetika trdi, da mora zmeraj biti neka napaka v preprogi, da človeška dela ne smejo biti popolna. Včasih hrapavost jezika pomaga, daje neko energijo. Skratka, velika umetnost je, kdaj se ustaviti in ne uničiti nekega avtentičnega čustva, ki je v teh pesmih. In tole pisanje je bilo pravzaprav zame v tem smislu seveda pomenilo garanje leta in leta, ampak v bistvu sem se pa navadil zelo spontano spreminjati ritme. Na začetku sem pisal tako, da sem neoporečno, metrično, natančno pisal v nekih brezhibnih oblikah, ampak sem na to začutil, da to ne ustreza ritmu časa. Da je bilo tako mogoče pisati pred 1000 let. In čeprav seveda jaz žal nisem imel nobenih drugih učiteljev za to, kot tisti, ki so mrtvi že stotine in 1000 let. Ne? Ampak tukaj sem pa natančno čutil, da pravzaprav ta metrična neoporečnost ritma ne ustreza temu času. In sem potem pisal recimo namenoma zelo spontano, spreminjal ritem, včasih je tudi absolutno brezhibno metričen, kadar mi je to ustrezalo. In seveda je to potem poseben problem, jasno, tudi pri prevodu. In tukaj seveda je eden izmed problemov to, da hrvaščina in slovenščina velikanski jezikovni in kulturni bližini se odlikujeta v enem z neko specifiko in seveda tako, da te besede, čeprav so dobesedno enake, recimo in je slovarski pomen enak in vse, ampak vseeno imajo neko drugo emocionalno barvo
neke druge, nabor recimo referenc, neko drugo polje imaginacije odpirajo. To, kar je važno za nas dva, mi smo se čustveno nadopolnjevali. Mislim, to, kar je on zdaj govoril, kaj je to poezija v teh verzih, po meni, in kaj je po njemu. In on je izreden poznavalec hrvaščine, jaz pa mislim, da tudi dobro poznavalec slovenščine. Mislim, v nijansah, tu se gre pa res za nijanse, ne samo za lažne besede, ampak marsikje za veste pa notri je kar nekaj 7 sonetnih vencov, pa akrostigov, pa tu je bilo, potem pa Boris koristi tele stare francoske forme, zdaj da spomnim ne, ki sem jaz prvič za njih slišal, tu se pa bil Kregan, profesorski obdelal. Pa se prav, si se kaj naučil? Ravno ta čustveni register, ko beremo jek, tudi če smo delno, te na nek način posrka, ta čustvenost, ta naboj, konstanten naboj, ki na trenutke popusti, potem te pa silno spet nazaj zagrabi. Seveda je to treba obdržati. In kako ste, prepričana sem, da izjemno pomaga, verjetno tudi je bila to odločitev, tudi Borisova, na nek način za vas to, da ste tudi sam ustvarjalec, da ste sam snovalec. 3 izvirne knjige v slovenščini, 18, če imam prav, v hrvaščini. Skratka, kot sam ste že ustvarjalec, ker prevod ne sme biti samo pa ustvarjanje, kot ste prej rekli. 8 pesniških zbir, mislim se, da je 10 pripravi, ena pa je v materinščini, v moji obsotelskem kajkaščini. Tako da za te zgornje nijanse imamo prav en in drugi smisla in posluha, da je to prednost velika. Drugo pa, mene je izpeval spev, 99 spevov, vsaki me je bolj pritegoval. To pri Borisu, to je zanimivo. Ko začnete enkrat, moji doma sem rekel, pa ti češ povodjeti. Ker to je šlo v letu pa pol, mislim, ne zvedelo res od jutra od 5:30 pa do 10, pa potem od 12 do 6, 8 ur se tako. Zdaj ste imeli počeli še svoje stvari pisati? Med tem. Oddih, ne? Ampak je to nekaj pri tem eku, da vas enostavno, ko začnete, drži. Tako da me 2-krat ali 3-krat me je bremzal, počasi malo, ne prehitro, ker ni mogel komentarje pisati. Nisem mogel napak popravljati. Hecam se, ne? Tišče, jaz imam nekaj tukaj. Na demonstraciji bo treba tudi hoditi. Ja. Ali mi pa potem pride s temi, evo, ne, pa so... Ja, pa moram reči, da med tem sem še prevedel te protestne pesmi. Eto, to pa evo. To pa še tacu, ne? Aha, to bi pa posebej moštvo rekel. Ja, to pa spet je našega norega, ki mu protesti odgovarjajo in se to prevajajo. Hvala lepa Božo, ne, mislim, res sva lepo sodelovala. Ampak tako, da rečem, recimo, poskušam definirati tisto, kar mi je pravzaprav najbolj prepričljivo in neka posebna kvaliteta tega prevoda je, da zveni naravno in živo. In da kot tak ima neko narativno napetost, da se lepo bere, bogato, ampak v bistvu naravno. In to je izjemno pomembno. In tu je recimo, pri tovrstni poeziji lahko hitro pride do kakšnih usodnih napak. Boris, to bi te samo na dopolnil. Zgodilo se namreč to pred leto dni,
sem jaz dal za poezijo prevode in sem prosil svojega kolegu Marojeviča Tonka, ki je znan prevajalec, kaj misli o tem. Je tudi imel neke svoje pripombe, to pa recimo za Boris zelo lepo sklanja Danteja Anteja. Dante je njegov duhovni oče, Ante pa biološki. Zdaj pa v hrvaščini ne morate vi Danteja Anteja. Anteja ne, Ante, bi rekel moj pokojni Marojevič. Ampak se ne počujem, to je šteta, tonko, to ne rima, tu mora ostati, Dante, Ante. Dobro, licencija poetika, to ti dozvoljava. Poezija je išla, tonko je odmoro misliti. Ja, to je zanimivo, kako se dogaja v tem, kako se je to, ne? Ampak pravim, jaz sem dal tudi na, takoj sem objavljal v revijah in dal urednikom, da dajo svoje mnenje. In vsi so rekli, da zveni to, kar Boris pravi, ravno prirodno hrvatski. Preden gremo spet na to zaključno. No, tole Dante, Ante, to je po vsem garanju, ne. Mojem je pravzaprav bil dan jezik. To mi je jezik podaril, to Rimo, in sem iz tega zgradil pravzaprav eno izmed glavnih vertikal tega teksta in sicer na ta način, da mi je to pomagalo, da sem Danteja skonstruiral kot svojega pesniškega očeta in Anteja, svojega biološkega očeta, kot prvega pripovedovalca zgodb, kar je seveda bil inicial. Te rime nisem prevečkrat uporabil, zaradi tega, da se ne bi zbanaliziral. To je nevarnost pri rimu. Jaz predlagam, da prebereš Dante Charmante, kako to je. Dante Charmante, napadajmo še malo slišati. Mogoče preden, ko išče Boris, samo še to, gospod Božidar, ogromno je novih besed. Ja. Besed, ki so nastale v Borisovem mojstrstvu, ki so, ne vem, jaz, ko sem to brala, sem si rekla, kako se to prevede v katerikoli jezik na svetu. Ne? Ker je, niti ni neologizem, dejansko so to takšne besede, ki so v slovenščini popolnoma logične, ki so v slovenščini s to neko materijo prepojene, z jezikovno materijo, ki je pa res samo naša, ki ne gre za nijanso, gre za pomen, ki ga sicer skoraj ni. Kako pa to? Ja, piščete, vi prevedete na 30 strani dveh dni, potem pa pridete na eno tako besedo. Tako, to je. Ki vam vzeme 3 dni in se moraš konzultirati, prvo z avtorjem, potem s svojimi kolegami. Pa ste se jih izmišljevali, ste sami kovali. Ja, sam. No, to me je bilo. Prvo sam, potem pa daš na, kaj misliš, kolegi svojemu, prvo njemu, mislim, če se strinja in tako naprej. Tako da so te neke besede zahtevali več kot cel uspeh. No, se tako je tudi pisanje, ne? Mislim, to pač Mikrofon se tukaj snimal, moram je kakšen s mikrofon, drugač bodo tam ljudi se. Pregerem se uspel vse 3 pesmi, tako? Ja, to Ante Charmante, ne? Ante Charmante, to je pravzaprav spev o tem, kako sem videl svojega očeta kot otrok. To je zelo nenavadno za tiste čase, da sploh. Nikoli nisem srečal bolj pedantnega človeka. Moj oče je bil pravi pravcati antipedante. Njegova vselej čista siva zlikana obleka je skrivala zaklad potrebščin. Elegantne hlače z dvojnimi žepi, kjer je držal vrvice in bankovce. Pod podlogo sukniča majhne radirke, svinčnike, peresa, britvice in dokumente. Ušite v rokav pa še stila, ravnila, nožke, leče, pile, škarjice in izvijače. Če se je doma razbila šalica, je iz gumnice pričaral tubo, polno močnega čevljarskega lepila. Za branje grafikonov je izvlekel lupo in vedno je imel pribor za šivanje.
iglo in nit, nujno pomoč odpadlim gumbom. Bil je profesor popravil, mak za skrivanje stvari in doktor za mornarske vozle, mojster za ponarejanje izkaznic in odkrivanje izhodov iz brezizhodnih situacij, oster nasprotnik slednjega nereda, dobri duh, ki vzdržuje tok sveta. Opazili ga boste v redu teh vrstic. Govori skozi moj posluh. Zakaj je imel to do konca življenja toliko orodij ušitih v svoje suknjiče? Zaradi tega, ker je bil 27-krat zaprt kot levičar pred drugo vojno in je pač potreboval ta razna pomagala in morda malce računal, da ga to utegne še kdaj doleteti, ne? Tudi lastna partija, komunistična, ga je dvakrat obsodila na smrt. Tako da je izjemno praktičen človek, obenem vizionar, vernik po mentalni strukturi, ne? Ampak izjemno praktičen. Marsikaj sem po njem povedal, praktičnosti žal ne. Zelo obžalujem. Naslednja pesem je seveda kaže, da je bil otrok avstro-ogrskega oficirja, borca za severno mejo. Morda pa pesem, da se preberemo, ja. Nikad nisam sreo pedantnijeg čovjeka. Moj otac bio je pravi pravcati antepedante. Njegova uvijek čista, siva, ispeglana odjeća krila je u sebi riznicu potrepština elegantne hlače s duplim džepovima u kojima je držao trakice i novčanice, u podlozi kaputa male gumice za brisanje, olovke, pera, britvice i dokumente, a u našivcima rukava, šestare, ravnala, nožice, leće, pilice, škarice i odvijače. Ako bi se u kući razbila šalica, iz pednice bi brže bolje dočarao tubu punu jakog postolarskog ljepila. Za čitanje grafikona izvukao bi povećalo i uvijek je imao kod sebe pribor za šivanje, iglu i konac, nužnu pomoć za otpalu dugmat. Bio je profesor za popravke, čarobnjak za skrivanje stvari i doktor za mornarske čvorove, majstor za krivotvorenje iskaznica i otkrivanje izlaza iz bezizlaznih situacija. Oštar protivnik svakog nereda, dobri duh koji održava tijek svijeta. Prepoznat ćete ga u nizu ovih stihova, govori mojim sluhom. Med drugim ja sam dobar falsifikator. Bil je blazno dober ponareval, falsifikator, tudi vodja ilegalne tehnike v Ljubljani leta 1941, tako da je te stvari blazno dobro obvladal. In zdaj pa pride ta vojaška pesem, ki kaže na recimo ta avstro-ogrski del njegovega značaja, ki prihaja tudi po materi Nemki, se zelo solidarizirala slovensko čutečo družino in v bistvu nacionalnimi čustvi njenega moža, ki je bil zelo slovanofilski bor za severno mejo in potem v bistvu obsojen zaradi upiranja srpskim generalom v kraljevi Nežine. In zaradi tega je družina padla v
strašno finančno stisko, ker je nekemu generalu, ki je na manevri primanja Luki rekel, da se ja pitam, s kimo bih otprilike 2000 hrvatskih glava, pa da bude redi mir. In moj nor staroče, Anton Torak, rekel, gospodine generale, koliko mi je poznato, v našoj so kralji bili sva plemena ravnopravna, pa da se kot svakog plemena skida po 2000 glav. Jer so potem ti srpski oficiri izvekli samo nekaj bedno skozi okno za tega štaba in potem pribežal domov v Maribor, ženi, obsodili so ga pred vojaškim sodiščem na nekaj letno zaporno kazen, pa se bil norga. In potem je moj oče kot otrok zmeraj moral čuvati stražo pred hišo, če se pojavil kakšen oficiran žadar, da je v Brestu očeta, da se je delo noga znoščila, se je delo noga, da ga niso zaprli. Ampak seveda posledica je bila, da so morali prodati lepo vilo v Melju in se potem preseliti v stanovanje na ulici Pariške komune, današnji, Stritarjeva je bila, Perhogas, med nemško okupacijo Maribora. In seveda tu se potem zaradi te revščine družine, ki jo je potem reševal s kvartanjem, pa z najbolj norimi izumi, Anton Novak Detne, se začne seveda levičarski upor zoper družbo, ki potem zaznamuje celo družino. Evo, da vam jaz zdaj preberem, recimo, oficirski, avstro-ogrski, komandantski slog mojega očeta. Je. Imamo? Imaš prevode? Smo prevode Ante šarmante pedante. A tega pa nimaš? A vidite to? A vidite to? Epski pesnik to vodi vse. Evo, lirski prevajalc. Ni prinesel tega. Knjiga ostala v Ukrajini, pride jutri. Kaj pa če gremo še drugo pesem? Ona je preberi. Ti preberi to. Tako, dajmo, vi preberite to vojaško. Vi boste pa unatoč Bogom blizu časti. Antejo Fedor, pa kaj je Ante od njega nasledil. Tako. Katero imaš ti naprej? Jaz imam naprej drugo iz Ante Šarmante. Pa to je to. To je to. Pa potem smo se V dogovorili. redu. No, če gre tako korespondenca, pa nimate težav. Daj. 57. poglavje, Ante Ja, je vrnem se. si mesto napisal. Kljub dolgi vrsti častnikov med pradočeti se Ante nikdar ni prešteval med vojaki. V primerjavi z intelektualci in kmeti, ki so tvorili jedro partizanske vojske, pa ga je odlikoval nagon za red, usoda otroka avstrijskih oficirjev. Bil je avtor svojske metode ponarejanja izkaznic, kot vodja tehnike sredi okupirane Ljubljane, ki je zahtevala zlatarsko delo. Vsa razpotja v temnem srcu gozda je poznal na pamet, saj je vsak prosti hip študiral zemljevid, ker so bile urisane vasi, planine, jame, poti, potoki in pokopališče. Zid grebena, ki so po njem plezali, je najprej premislil na papirju. Imel je globok uvid v sleherno dolino, kamor so iz vej noči tipaje stopali. Nočevali so se iz zemljevida, ki ga je kar naprej odpiral in zapiral.
a življenja so dolgovali tej avstro-ogrski vojaški specialki. Hranil jo je v plehnati škatli. Ko so jih na skali pri Semiču napadli Italijani, ga je presekala slabost, nejasna kot privid. Krogla bi zadela srce, a na levi strani prsi je zmeraj nosil škatlo. Zemljevid. Ko ga razgrne, vidi, da je plazna krogla prebila kraje vseh taborišč, kjer so trpeli internirani Slovenci, in začrtala obris njegovega obraza. Ostal je živ. Do konca dni je hranil ta vojaški zemljevid. Zdaj ga hranim jaz. Kot šaman priklicujem duha očeta, ki je bil partizan. Edino odprtine od te krogle, ki so bile zemljevid, so seveda se z desetletji povečale. Unatoč dugom nizu časnika od pravotaca na ovamo, Ante se nikad nije ubrajao među vojnike. U usporedbi s intelektualcima i seljacima, koji su činili samu srž partizanske vojske, on se odlikovao nagonom za red, sudbinom djece austrijskih oficira. Bio je autor svojevrsne metode krivotvorenja iskaznica, kao voditelj tehnike usred okupirane Ljubljane, koja je zahtijevala zlatarsku preciznost. Sva raskrižja u tamnom srcu šume znao je napamet. U svakom slobodnom trenutku proučavao je specijalku na kojoj su ucrtana sela, planine, jame, putovi, potoci i groblja. Stijenu grebena na koji su se penjali najprije proučio na papiru, imao je dubok uvid u svaku dolinu, kao su iz noćnog šipražja na prstima koračali, podrugivali su se na račun stare mape koje bi uvijek iznova otvarao i zatvarao, iako su živote dugovali upravo toj austro-ugarskoj specijalki, koju je čuvao u limenoj kutiji. Kad su ih na stijeni kod Semiča napali Italijani, presjekla ga slabost, nejasna poput privida. Hitac bi ga pogodio u srce, ali na lijevoj strani prsa uvijek je nosio kutiju, specijalku. Otvorivši je, uvjerio se da je užasan hitac pogodio mjesta svih logora u kojima su stradavali internirani Slovenci. Urezavši na mapu crte njegova lica, ostao je živ. Do kraja života čuvao je tu vojnu specijalku, sada je čuvam ja, kao nekakav šaman, prizivam duh svog oca koji je bio partizan. Gospod Božidar, dovolite mi zdaj, da počasi preden damo še priložnost za vprašanje, počasi se vključimo. Gospod Boris je rekel, da je s prevajanjem, z vajno korespondenco, s tem, da ste prebirali njegove prevode, na nek način ponovno lahko se morda še enkrat poslovil oziroma spet se družil s svojimi dušami. Dušami ljudi, ki jih je imel rad, ki jih ima rad. Ko beremo Borisove duše, ne moremo, da ne bi prihajali v stik s svojimi, če zares beremo, ko začne brat nas. Kako je bilo s tem pri vas? Ker to gre za en globok čustven proces, verjetno tudi pri prevajalcu. Ravno tako, mislim. Predvsem vse drage duše ti pridejo spomini, ko žlikaš, ko prevajaš to. In to, kar je pri meni bilo zelo lepega z Borisom, je esej, ki je nastal ob prevajanju. To je naša jugoslavenska zavičajnost. Upasva nekje, on je rojen v Beogradu, jaz sem v Beogradu študiral, ko je on šel v Ljubljano študirati, jaz sem v Ljubljano študiral, ko je on bil v Beogradu. To je bilo še vse zmenjeno. Vse zmenjeno, on je imel tete v Sarajevo, jaz sem imel ženo iz Avareša, središnje Bosne. Mislim, veliko stvari, zato me je iz speva v spev vse bolj pritegovala ta knjiga. In upam, da mi bo tudi prva in druga, če je Luka že ni prevel pa leta. Zdaj pa morda kakšno vprašanje, mnenje,
občutek, ko delite karkoli. To je vedno tisti trenutek, z katerega vem, da bo prišel in zato seveda imam že nadaljno vprašanje in bom tokrat vam prosila, upam, da nimate nič proti, Boris, vem, da nimate, da si vi, gospod Božidar, izberete prevedli ste spev kot pjevanje, eno pjevanje, ki je pa vam ljubo, ali pa ne vem, v tem trenutku. Eno od najdražjih mi je bilo pjevanje posvećeno njegovoj mami Anici. Mati brata. Samo mislim, da je to ne. Ni slučajno. Ne, seveda ne, to je tudi meni. To je tudi zame v čustvenem smislu najpomembnejši zvezek, kot pravi, ne. Evo, mati, to su vrata. Mati, vrata za mene i dva moja brata. A mrtva mati, pritvorene dveri, iz jučer prema zauvijek i natrag. Naravno da sam htio biti kraj nje u njenoj posljednjoj i presudnoj borbi, da ne bi mama strahovito sama došla pred vrata nepovrata. Samo što sam se na vijest svog brata prvim avionom vratio, pretjesni mi je pogled kroz pritvorena tiha vrata sobe odjela za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra rekao sve. Mama je u nesvijesti ležala, sva ovijena brojnim cjevčicama, svršetak je bio obilježen tišinom, medicinske sestre hodale su na prstima preko njemog pitanja. Pokazivale laboratorijske testove liječnicima koji su samo klimali glavom. Svi su bili krajnje ljubazni, geste primarijusa smirene za okladu na smrt i život, sućutno je potražio mudrost, dijagnozu i pravu ravnotežu između udesa i nade. Na monitoru su krivulje i brojevi bili stalno u porastu. Životne funkcije gasile se svake sekunde, hvatao sam se za spasonosnu slamku, dječju brojalicu s refrenom, nek smrt ode vrit, solice i kvit. To je jedno od teških snihova za prevođenje, tu sam se mučio danima. Ne znam kak je u originalu, sad se ne mogu sjetiti, ali onda sam došao na to i kad sam čuo od autora, ma to je fantastično, meni je bila to najveća nagrada. Refrenom nek smrt ode vrit, stolice i kvit. Opiljke bljedila, brisao sam s njenog lica, igle groznice, hladio sam mokrim ručnicima, njeno dobro poznato lice poprimilo je izraz nepoznanice. Liječnici su hitali na druga mjesta, pomoću svih vražbina prizivao sam iz tame natrag najdražu dušu. Nijedne sestre, toliko kritičnih slučajeva, dlanovima sam grio to tkivo koje se hladilo u sušu, odrvenjenost, veliku odsutnost. Grlio sam je, a nije bilo. Tek hrpa okrnjaka, naježenih, porazno omršavjelih kostiju i bijela koža koju je ustrojio ledeno mokar znoj. Na kraju su stigli medicinska sestra i liječnik, okupila se cijela ekipa koja je tu noć bila dežurna i zaustavili su padanje moje majke u smrt, spasili su je, bio sam zahvalan neizmjerno, ali se u posljednje vrijeme često pitam što su u tom času zapravo učinili. Jesu li je spasili zbog nje same ili poradi mene? Poslije te krize posve je obnemogla i sili svih komplikacija nije se više odupirala, svojim zelenim očima zakolutala je prema unutra, sljedećih nekoliko mjeseci proživjela je, a da nije živjela, daleko od sebe i mene i dva moja brata i svijeta, uronjena u nesvjesne, aritmičke, hroptave udisaje i izdisaje, navodno bez bolova, u što nisam vjerovao. Sve autoceste oko kvarta Bokalce i dalje su vodile na sve strane, a majčina sudbina zaustavila sam baš ondje. I kad god se vozim tom zaobilaznicom,
osjetim vibracije, snagu polja, magnetske krugove majčine smrti i nikad se ne uspijevam osloboditi pitanja, ah čemu, zašto smo joj za 16 mjeseci produžili život. Sada mi je posve jasno da sam svojom prisutnošću zadržao na životu umiruću majku, da bi liječnici u toj strašnoj noći vjerojatno dopustili da ode, ali ja sam bio posrijedi i moja zabrinutost i ranjena prisutnost potakla ih je na to da su beznadnom slučaju produljili život. Naravno da sam htio biti kraj nje u njenoj posljednjoj i presudnoj borbi, da ne bi mama strahovito sama došla pred vrata nepovrata. Zbog čega sam u biti produljio majci život, za 16 mjeseci agonije i nesvijesti, danas sve češće postavljam sebi pitanje da li da olakšam majci muku ili zbog svoje dječje, djetinje potrebe i nužde, zbog svoje strašne sebičnosti. Mama je bila čudesno lijepa žena. Sve usnice, oči, kosa, struk, grudi, bokovi, čak i onda kad je bila već... Čak i onda kad je bila već sva jesenska, kad su joj se smrtonosno smanjivali otoci poznatog svijeta, ona je isijavala energiju. Ostalo je sjećanje tijela, dok je ubogo sjećanje imena i pojmova već otišlo adio. Bila je pametna, uspješno je blefirala, ispod kože nagomilana zapovjed čistoće, uvijek bi je iznova primoravala na umivanje, pa čak i u danima onog ubitačnog ljeta. Nju je gušilo, jedva sam je pripremio za tuširanje. Nakon toga bio sam preneražen svjedok glazbo uznesenja. Kad sam je stao tuširati mlazom isprva mlake, a potom hladne vode, ona se nasmijala i nasapunala po cijelom tijelu, žednom vode, gladnom veselja i školovanim je sopranom zapjevala hvala la 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 na vedar napjev meni nepoznate opere. Još jednom bila je živahna seoska djevojčica koju je vlastiti glas jednom davno pozvao, te je otišla iz sela na studij solo pjevanja. Bilo je dugo, vruće, ubitačno ljeto. 5 godina kasnije, opet vruće, ubitačno ljeto, prvi i posljednji put na maminom sam sprovodu čitao oproštajni govor. Sunce je na nebu palilo krematorij. Lastavice su u žlijebu oproštajne kapelice Svetog Nikole pronašle zadnje kapi posljednje kiše. Bile su to živahne seoske lastavice, brzo su odlepršale s tog žalosnog mjesta, nedvojbeno su otišle na studij zbornog pjevanja, zajedno s prelijepom dušom moje majke. Pjevale su vedar napjev nepoznate opere, a nama živima ostavile ubitačno ljeto. Hvala lijepo, možda. Za konec, prej ste prikimali, Boris, ko je gospod Božidar rekel, da upa, da boste tudi prvi 2 knjigi, da boste jih vi prevajali, to se pravi Zemljevidi domotožja, čas očetov. Kako boste prevedli Zemljevidi domotožja? Naslov? Zemljevidi nostalgije. In čas očetov? Zemljevidi nostalgije, vrijeme očeva. Torej, še en skok, oziroma Salto immortale vaju čaka, 2 pravzaprav, še 2 knjigi. Jutri prihaja, pravite, Obitavališta duša. Ja. Prej ste omenili Ukrajino. Imeli smo to sreću, to tudi moramo nocoj reći. Ko smo začeli se pogovarjati o prevodu, je trebalo najti tudi založnika hrvaškega. In jaz sam rekao, to je takšen ep, bi najbolje bilo da ga tudi objavi najuglednejša hrvaška založba. In sam se z e-mailom obrnuo na gospoda Sejda Srdarevića. On je rekao, Borisa poznam i cijenim, ne znam, nisam čitao,
moram vidjeti knjigu, ali sam spreman. Ko smo poslali prva tri pjevanja, je rekao da ići ćemo u objavljivanje, prijavit ćemo se javnoj agenciji za potporu i tako je počeo. I Tradukiju također za potporu i jedno i drugo je smo dobili i tako je, ja sam osobno jako zadovoljan da je tu knjigu u Sloveniji izdala poznata izdavačka kuća Goga, koja je sve priznatija i sve poznatija i kod nas u Hrvatskoj, a u Hrvatskoj, Fraktura iz Zaprešića, to je blizu, ali je najuglednija hrvatska izdavačka kuća. I već je ta knjiga na njihovim internetskim stranicama. Ampak vi ste zdaj v Sloveniji, kako bo jutri prišla do vas? Jutri verjetno še ne. On moral še enkrat izprintati, danes sem dobil lekcijo Brevis mi je dal. Prinesel sem samo 62 izprintanih strani. Samo? A trebalo je prinesel 1200. To je kot 4, skoro 5 kil, kdo bi to nosil? To reče meni prevajalc. To vidite, lirska duša, ni vajena te teže, teh kil, teh ton epske poezije. Ne, kot lirski prevajalec ni vajen bil na epskega avtorja. Zdaj se pa navaja, in se pa navaja. Ja, evo. Začela sta iz 3. Kristo, 2. prvo, skratka, mislim, da pri prvi boste že odlična. Vi bolj lirski, vi pa bolj epski, pa smo nekako. Najlepša hvala, Boris, A. Novak. Vsakič znova smo vas veseli, kot si prej rekla, itak ste naši. In Božidar bi pa očitno tudi vse bolj naši. Hvala lepa, uživajte še na rezidencu v Hrastniku. Vam pa seveda danes je knjiga po prijaznejši sceni, če ravno so vse cene za knjige, morajo biti prijazne, ker so za knjige. In privoščite si jo. Hvala lepa, da ste privoščili vaš čas našemu pogovoru.